Ja, tako, gremo nazaj v našo oddajo, drugi del in z nami že gostja, ki ste jo verjetno že prepoznali po spotu. Natalija, lepo pozdravljena. Se mi je zdela nekam znana. Ja, je le. Ja, doma jo gledam vsak dan. Dober večer. Kako si? Z avtom, hvala. Mogoče na kratko tudi tebe vprašam, kako si letos preživela poletje, dopusti, delovno? Ne, letos je še eno tisto poletje, ko je bilo dosti manj delovno kot pa v zadnjih ostalih 25 letih, ne, seveda normalno zaradi situacije, pa verjamem, da čez kakšne 2-3 leta se bodo stvari znormalizirale, pa da moramo skupaj stopiti, pa seveda ta virus premagati oziroma biti solidarni, ne, da bomo potem res se vrnili nazaj v življenje tako, kot ga poznamo čez leto, 2-3. Si bila kje na dopustu? Ja, letos smo pa res bili kar nekaj na morju. Mož je tudi neko alergijo, faso, ali kako naj to rečem, lepo po slovensko. In smo še toliko bolj šli na morje, da je ta, bom rekla, dober zrak, ne, dobra klima na morju, pa borovci, pa slana voda, pa vse te, bom rekla, vsa ta zelišča in te rastline, ki rastejo na morju, da mu je malo pomagalo, tako da letos smo kar se nekaj naužili, sonca pa morja pa. Vitamina D je bilo dosti, ne? Pa mogoče vinčka. Vreme je bilo pa tudi super, ne? Ja. Mogoče tebe čisto na kratko, kako za tebe, recimo, ti imaš ogromno nastopov vsako leto, ne? Kako je pa zdaj, recimo, pri tebi situacija, ko jih je malo manj, ko v bistvu ne moreš delati za kar bi rada? Ti je težko, recimo? A si se že malo navadila, recimo? Ne, rada nastopam in vedno nastopanje je ena moja velika ljubezen, ampak če mora to počakati za to, da se bo pač situacija umirila, je to res najmanjša stvar, ne? Zdaj, preden smo začela s pogovorom, smo videli tudi pesem Ljubim, ki si jo marca letos lansirala. Mogoče na kratko te pesnici, kaj nam sporoča, kakšni so bili potem tudi odzivi na samo to pesem? Se moram malo spomniti. Ljubim marca letos, ne? To skladbo sta zame napisala Martin Štibernik in Karmen Stavec. Njuno delo sem že od nekdaj oboževala in sem si pred leti stopila v stik z njima in sem jo prosila, če bi zame kaj napisala, in to je druga v bistvu izmed skladb, ki sta jo napisala zame. O ljubezni, o tej, bom rekla, večnemu čustvu, ki nam daje življenjski sok, da vidimo v življenju tiste pozitivne stvari, premika meje in še marsikaj drugega. Smo pa videospot posneli v Piranu. Igi je Celjan, naš Celjan, Igor Jelen Igi je bil režiser tega videospota, zdaj že nekaj let živi v Piranu in je, bom rekla, ja, in je te super, bom rekla, ne toliko turistične lokacije Pirana v bistvu pokazal in smo jih posneli in pokazali pač v tem videospotu, da je res en tak lep, romantičen videospot s prelepim sončnim zahodom tudi. Namen je bil dosežen, ne? Ja. Ravno marca, ne? Zdaj, recimo, imam tu zapisan, na Facebooku sem recimo prebral, oziroma je bila tam slika z psom, to je na nov pes, Psiček Donc si napisal. Ja, mi smo lani nam je poginil, naš 13 let je bil star bišavski terier, bil je bolan, pa smo kar navajeni domačih živali, imamo in mačke in pse in še marsikaj drugega, ampak smo navajeni, da je zraven nas, da je družinski član, v bistvu en kuža, ne, in smo potem razmišljali, preveč težko nam je bilo, da bi si isto pasmo umislili, ker smo se en mesec kar jokali v eno, ne. Bilo težko preveč, ne? Ja, 13 let je bil z nami in smo se čisto preveč pač normalno navezali, ne. Ja, to je čisto logično, ja. In zdaj imamo Bigla, leto pa pol je zdaj že z nami. To pa je ena navihana spet energija, zelo navihan, zelo aktiven, igriv, zelo rad ima otroke, zelo družinski kuža, pa tudi zelo trmast, lepo kom. Pred nadaljujemo še kratko povabilo za vse gledalce in gledalke. Dajte nas poklicati, Natalija pripravljena odgovoriti na vsakešno vprašanje. Tudi naš sponzor Vivaja pica še vedno čaka na vas. Preden gremo pa nadaljevanje, še mogoče kratko rečemo o temle škatlici, ki jo imamo tule na mizi, in sicer
med tem časom, ko pač nastopa, si se tudi odločila, da v bistvu ustanoviš spletno trgovino Natalija in Kotiček in imaš v njej že v bistvu pretežno izdelke iz sivke, 14 artiklov. Zakaj si se za to odločila? Ja, naša dejavnost, v bistvu z možem imava družinsko podjetje Bumerang in se ukvarjamo z tehnično izvedbo in opremo prireditev. Mislim, smo se ukvarjali, ko so prireditve bile, no, zdaj so spet, ampak vmes pa kar je bilo več kot 12 mesecev v bistvu čas, ko sploh nismo mogli upravljati svoje dejavnosti. Hvala Bogu, imam zelo pridnega in znajdljivega moža in je hitro preusmeril dejavnost po nekaj mesecih že, da se ukvarjamo z online seminarji, kongresi, koncerti, dogodki. Tako da smo se hitro obrnili po moževi zaslugi. Njegova druga ideja pa je bila v bistvu ta kolekcija sivka. Midva imava sivko doma na terasi že več kot desetletje. Obožujem njen vonj, njen izgled. Z leti pa sem ugotovila, da me pomirja, da lažje zaspim, če voham sivko, da deluje protibakterijsko, antiseptično, da blaži rahla manjša vnetja. Molje, tisti posušeni sivkini cvetovi v omari, če damo, molje odganjajo. In mi je mož za darilo lani kupil kar nekaj izdelkov za osebno nego, kremo za roke, pa devstik, pa lipstik, pa še enih par stvari iz sivko, od gospe Diane iz Pivke, ki to izdeluje. In sem bila navdušena in sem potem iskala še dodatne artikle, pa sem našla, oziroma so mi izdelali parfum pri nas v Sloveniji, v Trzinu, ki vsebuje v cvetni mešanici tudi sivko. V Gorišnici pri Ptuju mi izdelujejo dišečo svečo z vonjem, nežnim vonjem po sivki. In v bistvu je potem eno do drugega prišlo, mož mi je rekel, zdaj si našla zase vse te artikle, zakaj ne bi imela blagovno znamko in v bistvu tudi spletno trgovino, da bi vsi tisti, ki imajo sivko radi, imeli vse na enem mestu in bi si to lahko v bistvu kupili in pač bi bila celotna ponudba na enem mestu. Pa sem rekel, wow, mož, dobra ideja in evo, od marca letos je ta v bistvu spletna trgovina Natalija in Kotiček, kjer imamo zdaj 14 unikatnih izdelkov s sivko. Delamo še seveda na ponudbi, iz meseca v mesec jo dopolnjujemo, imamo že kar nekaj rednih strank, zadovoljnih z našimi artikli, tako da nam dela ne zmanjka. Tudi korona je na nek način prenesla do ene super zadeve, ne? Ja, v vsem slabem... Drugače verjetno ne bi bilo, ne? 100% ne bi bilo, ja. Ne bi razmišljala sploh o takih stvarih, ker smo imeli preveč dela in zdaj pa v vsakem slabem je treba najti nekaj dobrega, nekaj pozitivnega. Super. Zdaj, če si pregledala najin pogovor z Damirjem, veš, da tudi tebe čaka... Ugasnjeno televizijo imate tam, ja. Sem čakala. V glavnem čakate glasbeni kviz. Na voljo sta bila Kelly Family in Bon Jovi. Danes sem odločil za Kelly Family, tako da te preostane Bon Jovi. Poznaš zadevo, mislim, skupino? Ja, oboževalka, bila včasih, sicer še vedno, ker mi je super glasba, super pevec. V kvizih pa nisem najboljša. Zdaj trenutno je med ženskami vodilna Stela, ki je zbrala 3 točke, tako da morda se ti smehna sreča in boš vodilna med ženskami. Za uvod pa čisto eno kratko vprašanje. Kdaj je bila ustanovljena skupina Bon Jovi? Pogrnila bom na celi. Oni so bili, po mojem, še prej, kot sem pa jaz začela. Že jaz 28 let pojem. Kdaj je bila ustanovljena skupina? Ne vem, pred 40 leti. Koliko je to nazaj zdaj? Ja, matematiki sem bolj tako... 1981, letnik mojega moža. 81, ja. Zadnji odgovor. Pojma nimam. Natalija, zelo blizu si bila. Ja? Ja, 83, 85 ali 87? 83, če sem zelo blizu. Tako je, ja. 83, ja. Dobro. Evo, ena točka je že na tvojem računu. Ja? Ja. No, drugo vprašanje pa je, koliko album je skupina Bon Jovi izdala do danes? Joj. Ni jih glih malo, ne? Vemo, če je od leta 83. Se ravno zato, če so jih na vsake 2 leti. Misliš, da so jih? Ja. Malo mi pomagajo, no? Se ti bom pol. Med 10 do 20? Tako. Med 13 do 15? Rečemo 15, ne bo nekaj na sredini. Spet nisi bila daleč. 12, 13 ali 14? 13. Plus 1.
14. 14. Ok, mogoče pa da zadnje vprašanje, mogoče se najlažje za tebe. Glavni pevec vema, da je Jon Bon Jovi, po njem tudi ime skupine. Koliko je star? Jaz mislim, da bi me boš vprašal, kdo je kitarist, Richie Sambora. Jaz sem se že tako veselila. Koliko je star? Čez Abrahama, ne? Če sem že zblizu. 55. Spet nisi bila daleč. 57, 59 ali 60. Zgleda mlad, no, ampak ne vem, 57. 59. Pa jo, čisto blizu. Ampak vseeno, ne? 59. Ja, 1 točka, kar ni slabo, ne? Boljše kot nič, ne? Vprašanja niso lahka, ne? Ok, super. Mogoče še zdaj, nekaj časa še imamo, da rečemo še nekaj o tej pesmi Me še ljubiš, ki je na Facebooku, mislim na Facebooku, na YouTubeu. Od Bon Joviju misliš, ne? Ja. 26. avgust in zelo veliko ogledov, 290 000 si zabeležil. Ogromna številka, ne? Že v štartu jih je bilo veliko, ne? Zdaj se pa sam še nabirajo, ne? Ja. Teda pesem je bila dobro sprejeta, ne? Za tako kratek čas, ne? V bistvu že več kot desetletje na eno mojo pesem ob izdaji ni bilo tako, bom rekla, ganljivih, številnih sporočil, komentarjev, mnenj, tudi jokanja. Meni je ta skladba posebej ganljiva, ne? Že prvič, ko sta mi jo Marjetka, avtorja sta Rej in njegova žena Marjetka Vovk, ko sta mi jo pokazala, ona dva sta jo pravzaprav zase napisala. Ampak smo se v zadnjem letu pa pol bolj družili in smo se spoznali in smo videli, da imamo družino pa ljubezen na prvem mestu, ne? In sta mi jo dala za poslušanje. Jaz sem se seveda tako razjokala, ker je res, ko že enkrat v življenju daš nekaj čez, ne, vidiš, da so res najlepše stvari v življenju najbolj enostavne in to je tako lep življenjski enostaven tekst s to lepo melodijo, da mi je dal misliti in še vsaka ženska do zdaj, ki je pesem poslušala ali pa gledala videospot, mi je rekla, da je zajokala in marsikateri moški tudi mi je priznal. Si se verjetno težko, ne? Ja, ja. Še posebej ganljiva pa mi je tudi zato, ker prvič v videospotu nastopamo 3 generacije moje družine. Družino sem do zdaj vedno malo bolj šparala, malo sem jo ščitila, hotela sem ji prihraniti. Pač prepoznavnost s sabo prinese pozitivne stvari, pa tudi zelo negativne, če doživiš medijski linč. Jaz sem ga že doživela in sam se naučiš, kako iti čez tako situacijo, za svoje najbližje bi pa rad kar prihranil to, ne? Vsekakor jih nisem imela namena nikoli skrivati, šparati pa malo, ja. Pa so bili takoj za? Ja. Ja, ta pesem je taka, da v bistvu najprej sploh nisem razmišljala o tem, da bi bila družina notri. Rej je rekel, veš kaj, rabimo starejši par, ki bi se spominjal svojih let v otroštvu, svojih spominov, ko sta se spoznala, ne. Jaz sem v tistem času, seveda, moj oče je doma v Košnici, jaz sem doma v Zgornji Kungoti, takrat, ko pač ni bilo prehajanja občin, se kar nekaj časa, precej mesecev nisva videla, ne. Oče je glasbenik, igral je pri skupini Dan in noč in vedno dam svojim najbližjim poslušati pesmi in sem mu dala demo posnetek za poslušati, bil mu je zelo všeč in tistem, ko sva se pogovarjala, sem mu rekla, a ti, kaj bi vidva Zlatko, dolgoletno partnerko, 25 let sta skupaj, bi vidva igrala v mojem videospotu, takrat me je prešinila ideja in res smo se dogovorili, takoj sta bila za. Mi smo povabili ju tudi na oddih. Videospot smo posneli na prekrasni lokaciji Vila Arkaim, to je blizu Pule, eno veliko posestvo, 24 000 kvadratnih metrov, vrt je prekrasen, dih ti vzame, ko prideš tja in to vidiš, vrt je urejen po feng shui načelu, to pomeni, da se res pretaka zelo dobra energija tam. In se je res, no, se mi zdi, da se čuti in tako v pesmi in potem v videospotu, ta prekrasna lokacija je dala svoje. Potem pa smo rabili še igralce za Tamali par. Najprej smo mislili, da bo starejši sin, pa smo dobili soigralko domačinko, ki je bila precej mlajša in smo rekli našemu Oskarju, 6 let je star, mlajšemu sinu, bi ti zaigral ob dediju. Pa najprej je bil tak,
Ja, ampak mu je bilo nerodno, ne? In rekel, jaz se ne bom tam s punčko nekaj objemal pa lovil, pa se rekel, seveda se ti ne bo treba, ne? Ko sta pa prišla režiser od Neo Visuals, Jaka in njegov asistent Rok, ona dva pa zelo znata z otroci, ne? Ste ga prepričala, ne? Samo par ping-pong partij so odigrali in so bili tako izmenjeni in vse je bilo sproščeno z velikim veseljem. Mala dva sta se igrala in zabavala in se pravi vidi ta sproščenost pa dobra energija. Se mi zdi. Super je bilo, no. Tako smo ustvarili ene lepe spomine, tudi za tisti čas, ko nas sploh več ne bo tu, ker video bo ostal v bistvu zavedno. In bolj sem starejša kot sem, bolj se zavedam te naše minljivosti, ne, in da je treba te trenutke, ki so nam dani zdaj, tukaj, ko se lahko družimo, se ne vemo, če se bomo čez 2 meseca še lahko družili, ne, da jih je treba izkoristiti, da je treba videti te drobne stvari v življenju, ki nas osrečujejo, jih izkoristiti, ustvarjati spomine in si greti srce, dušo za tiste dni, ko pač se bomo lahko slišali mogoče samo po telefonu, ne. Vse skupaj se je zdaj seštelo in plod tega je pač tudi gledal na YouTubeu, ne. Verjetno si tudi pričakovali nekaj takega, ne, da se bo zgodilo, ne. Vsake toliko časa se mi zdi, da pride spontano ena taka pesem, ki jo ti začutiš, ki jo publika začuti, vse se poveže, vse se poveže, pride spontano, vse od sebe in ja, tudi videoposnetke sem dobila na socialna omrežja, na zasebno, ko so se mi ženske jokale od ganjenosti in tudi mi je ena sporočila, to je tudi v bistvu, ko je veza v krizi, je to ena super pozitivna pesem, ki ti da misliti, ki ti da še tisto moč, da spet vidiš tiste lepe stvari, ki jih mogoče, ko si dolgo s partnerjem skupaj, marsikdaj kaj spregledaš, si jezen za čisto brez veze. Je pa treba res tiste pozitivne gledati, ne. Na vezi dolgoletni je treba vsak dan sproti delati, ne pride nič samo od sebe. Ja, res, ja. Še letos... Zdaj pa sem imela predavanje, ha? Ja, res je. Še letos kakšen komad ali je v bistvu to? Ne, rada bi, da bi v bistvu to pesem dobro spromovirala, da bi jo res slišalo čim več ljudi, da bi jim polepšala dan, teden, mesec, leto, ne vem, karkoli. Bom zelo vesela. Je pa res, da se z Rejem in Marjetko že pogovarjamo o skladbah za naprej, o idejah za naprej, tako da, ampak mislim, da ne, letos nove pesmi ne bo, ker mora ta priti v čim več domov, pa v čim več src, si želim. Upamo, da pride. Natalija, hvala, da si bila v naši družbi. Z veseljem. Mogoče na koncu besedico ali dve za naše gledalce in gledalke, potem se gremo pa tudi spot skupaj pogledati. Izvoli. Ta kamera moja, ne? Ja. Upam, drage gledalke in gledalci televizije Celje, da boste ob gledanju in poslušanju najnovejše skladbe in videospota Me še ljubiš uživali vsaj toliko, kot smo mi, ko smo ga ustvarjali za vas in za nas.